Pozdravljeni! Danes se bomo najprej ustavili pri novih investicijah v občini Ormož. Občina bo v Miklavžu pri Ormožu dogradila vrtec in modernizirala kar 9 odsekov cest ter enega izmed mostov. Pogodbe z izvajalcem del so podpisane, dela pa se bodo pričela v maju. Med vrsto projektov, ki se v občini Ormož izvajajo v tem trenutku ali pripravljeni čakajo na primerne razpise, je na vrsto za rekonstrukcijo in širitev prišel tudi vrtec Miklavž pri Ormožu. Vsak čas pa se bodo začela dela tudi na rekonstrukcijah kar 8 odsekov cest in še mostu čez Čukovo grabo. Zdaj občina Ormož se je takoj v začetku leta že lotila pomembnih razpisov. To se pravi, da nadaljujemo z investicijskim letom, kot upam, da nam uspe kot prejšnje leto. Torej, danes bomo podpisali 2 pogodbe. Prva se nanaša še na rekonstrukcijo in na prizidek vrtca v Miklavžu pri Ormožu. To še je edini vrtec, kateri nam ustreza pravilnikom, se pravi o bivanju samih otrok, tako da s povečavo let tega bomo tem pogojem zadostili. Zadostili bomo tudi pogojem, da nekatere dodatne prostore še dobi osnovna šola Miklavž pri Ormožu, kot tudi, da širimo, shemo krajevnih knjižnic po naši občini. Poleg krajevne skupnosti Venkovec bi tako krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu dobila tudi krajevno knjižnico in s tem bi tudi izboljšali, kvaliteto bivanja občank in občanov v tem delu naše občine. Gre se za projekt vreden 1,5 milijona evrov z zajetim davkom. Nekako časovnico bomo opredeljevali še v letu 2024. V letošnjem letu bomo približno tretjino te investicije finančno zapeljali. Ostali 2/3 pa v naslednji prvi polovici leta, tako da bi nekako otvoritev vrtca Miklavž pričakovali v bližini poletja 2024. Zdaj naslednja zadeva, ki bi jo tudi predstavil, prejmo na podpisane pogodbe, je pa še modernizacija, se pravi, samih odsekov cest v občini Ormož. Planira se 9 skupnih odsekov cest, da se rekonstruira. Zdaj ena izmed takšnih bo tudi prenova mostu v tako imenovani Ščukovi grabi, kot ji mi rečemo, se pravi v samem bližini oziroma v samem kraju Lešnica. Ta projekt je vreden približno 780 tisoč evrov z davkom, tako da bomo z temi deli, se pravi, čim prej pričeli, pa tudi upam, da tudi čim prej končali. Ni tako malo dela, gre se tudi za obnovo ne samo javnih poti, tudi te lokalne ceste proti Svetemu Tomažu, tako da nas čaka polno izzivov. Jaz verjamem, glede na izkušnje, ki s komunalnim podjetjem Ormož imamo, skupaj smo že napravili kar nekaj večjih investicij, večmilijonskih investicij, tako da vsaj verjamemo, da nekih večjih problemov pri sami izvedbi ne bo. Nikoli pa ne vemo, kaj nam včasih narava pokaže, oziroma predvsem pri teh rekonstrukcijah. Zdaj sicer moram povedati, če mogoče še kar se tiče vrtca, zdaj v neke nosilnosti samega vrtca ne smemo posegati, ker smo že ta objekt energetsko sanirali. To se pravi, da gremo v obnovo notranjih prostorov in pa za prizidavo, se pravi, samega vrtca, ampak se pravi, tako kot sem povedal, težko je karkoli napovedati. Zdaj tu lahko povem, da ta, kar se še tiče cesta obnavljamo tudi v sklopu, se pravi, obnove cest po samem projektu ELES, se pravi, vemo, da se je dogajalo predvsem intenzivno v prejšnjem letu tudi izgradnja daljnovoda, se pravi, Cerkovce-Pince. Veliko je tudi potekalo skozi samo občino Ormož in te ceste se po večini tudi nanašajo na to gradnjo, da se poškodovane ceste tudi absolutno sanirajo in da se počasi spravljajo v prvotne stvari, kot so to bile pred samo gradnjo.
Na razpise omenjena dela se je kot najugodnejši ponudnik prijavilo komunalno podjetje Ormož. V posel bomo probali iti glede na časovnice, ki bomo jih pač podali po terminskih planih. Tudi glede na vrtec je vprašanje motanja samega procesa dela v vrtcu. Tako da glede na tisto, pri cestah pa bi mogoče samo omenila, ker je rekonstrukcija mostu, ta je malo hujšega značaja, ker postopki dela pač trajajo malo dalj časa in največji problem bo zapora ceste in potem preusmeritev prometa po drugih cestah, to bo malo večji problem. Ker pa se tudi lokalka nadaljuje, potem pa izvaja v tej dolžini, je potem tudi problem dejansko izvajanje samo rekonstrukcije te ceste. Ampak bomo se potrudili, da bo to dejansko na neki način speljano tako, kak investitor želi. Hvala lepa za zaupanje, župan. Vrtec v Miklavžu pri Ormožu, ki deluje pod okriljem tamkajšnje osnovne šole, je v bistvu še edini manj urejen vrtec v občini. Sploh pa se srečuje s precejšnjo prostorsko stisko. Sredstva za rekonstrukcijo vrtca bo zagotovila občina. Evropska sredstva za ta namen bodo predvidoma spet na voljo šele leta 2025 ali 2026, je še dejal župan in dodal. Metrov, to se pravi igralne površine, notranje, zunanje, igrišče zunanje, kompletno se pravi, da se vseh inštalacij ne razlagam, kot tudi dodatno manjši objekt se dodatno zgradi k samo temu, še za shranjevanje takšnih in drugih stvari, ki jih za vrtec potrebujejo. Potem tudi skupni prostor se zgradi, bi rekel, garderobni komunikacijski prostor se tukaj v tem sklopu zgradi, pa tudi v obstoječem vrtcu se tudi, tako kot sem povedal, rekonstruira notranjost objekta. To se pravi obnova samega objekta z povečevanjem določenih gabaritov posameznih prostorov, tako da se tudi primerno učilnice napravijo za potrebe morebitnejše osnovne šole, kot tudi za potrebe, se pravi, krajevne knjižnice Miklavž pri Ormožu. Z dograditvijo bo zgradba vrtca pridobila nekaj manj kot 300 kvadratnih metrov površin. Gradbena dela se bodo začela v maju, najkasneje pa v začetku junija. Pred nekaj dnevi je v sejni sobi v gradu potekal 16. medobčinski otroški parlament občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Mladi parlamentarci so razpravljali na temo duševno zdravje otrok in mladih. Mladinski parlament organizira Medobčinska zveza prijateljev mladine Ormož in tudi letos so sodelovale ekipe mladih parlamentarcev iz osnovnih šol. Ormož, Ivajnkovci, Velika Nedelja, Miklavž pri Ormožu, Stanka Vraza in Središče ob Dravi ter Sveti Tomaž. Otroški parlament je letos razpravljal na temo duševno zdravje otrok in mladih. Mladi parlamentarci so se zbrali v sejni sobi občinskega sveta Ormož, kjer so jih pozdravili najprej predsednica Medobčinske zveze Društva prijateljev mladine Aleksandra Kociper. Potem pa še župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, središki župan Toni Jelovica in predstavnica občinske uprave Sveti Tomaž Blanka Kosi-Ravšl. Še pred glavno debato pa so imeli skupinski delavnici s posebnim namenom. Z namenom, da bi otroke malo sprostili, da bi jih povezali, da bi potem, ko bo uradni del našega parlamenta, bili čim bolj sproščeni in da bi res izrazili tista svoja mnenja, ki jih o tej določeni temi imajo. Tako da te delavnice bosta izvedli dve psihologinji, ki smo jo povabili. Zelo veseli smo, da so se odzvali našemu povabilu in sicer ena je iz Centra za krepitev zdravja, gospa Blaža Krasnik, in potem še ena je iz Centra za duševno zdravje otrok in mladih, gospa Larisa Kokol.
In kakšni se potem pričakujejo končni zaključki, recimo, verjetno so se šolarje kar pripravljali, ne, na današnji dan? Res je, po šolah so že izvajali različne dejavnosti in aktivnosti na to temo. Danes je tole en malo naslednji višji nivo, se pravi, da bodo predstavili, kaj so delali. Vsako leto pa naše območje zastopa torej ena osnovna šola. Letos je to osnovna šola Sveti Tomaž. In sicer oni se bodo udeležili nacionalnega otroškega parlamenta, ki je že letos 33. in je v Državnem zboru Republike Slovenije v Ljubljani. Kdaj bo? 11. aprila. Tema, na katero so se mladi pripravljali, daje misliti. Da se preko debat izpostavljajo stiske mladih, pa je več kot dobrodošlo. V imenu sodelujočih mladih parlamentarcev izpostavi ena izmed udeleženk. Trenutna tema je duševno zdravje. Debatirali smo o tem, kaj od okolja na našo duševno zdravje vpliva in kako bi lahko na šoli in na splošno sami sebi pomagali pri tem. Kakšni so vaši zaključki? Upam, da bo dobro šlo, pa veliko sreče vsem k debaterjem. No, v mislih imam, kako si pomagate sami sebi, recimo v stresnih trenutkih. Za različne stvari, večinoma pač z športom ali pa z sproščanjem, veliko krat pa tudi z različnimi hobiji ali pa z druženjem s prijatelji. Se zgodi, da recimo poiščete kakšno strokovno pomoč v primerih, ko vam je težje, torej pri duši? Strokovna pomoč je pač zelo nam lahko pomaga, če v pravih trenutkih jo poiščemo. Se vam zdi, da je veliko te problematike med mladimi? Za današnjo generacijo ja, še večji problem pa je, da je bolj skrita trenutno, da se večina več pojavlja, kot pa mi mislimo. Mladi so sprejeli zanimive zaključke, predvsem pa izpostavili željo, da se o duševnem zdravju otrok in mladih še govori. Člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož so se nedolgo nazaj srečali na rednem letnem zboru. Zaslužnim članom in drugim, ki so na kakršenkoli način sodelovali v osamosvojitveni vojni in se trudijo, da se ohrani spomin nanjo, so podelili priznanja oziroma zahvale. Zbrane v kulturni dvorani v Podgorcih je najprej pozdravil predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož Miran Fišer. Razen članov so se na zboru zbrali tudi številni gostje in simpatizerji. Pozdravimo prihod praporščaka. Sledil je prihod praporščaka Mirana Petka, nato pa so opravili častno veteransko dejanje, ki sta ga izvedla Franc Puklavec in Anton Murat. Razen običajnih točk dnevnega reda, ki so značilna za letne občne zbore, je višek srečanja bila podelitev priznanj oziroma zahval članom in drugim, ki so na kakršenkoli način sodelovali v osamosvojitveni vojni in se trudijo, da se ohrani spomin nanjo, ter tistim, ki z združenjem veteranov aktivno sodelujejo ali so sodelovali. Policijska postava Ormož, prosim komandirja, če se nama pridruži. Obrazložitev v zvezi z tem, leta 2004 je OZVVS Ormož dobila v uporabo prostore nekdanjega skladišča TEO, kjer smo si uredili veteranski klub. Ko se je ormoška policija preselila na novo lokacijo, je policijska uprava Maribor dovolila uporabo prostorov nekdanje policijske postaje za skladiščenje eksponatov, ki jih je OZVVS Ormož zbirala za pričevanje o razvoju TO in delovanju v vojni 91. Vse do letos smo se veterani redno oglašali na policijski postaji, kjer smo dobili ključe od skladišča. Prav tako smo z ormoškimi policisti sodelovali v različnih aktivnostih, v delu z mladimi za krepitev domoljubja in predstavljanju obrambo varnostnih poklicov.
OZVS Ormož podeljuje policijski postaji Ormož veliko plaketo za sodelovanje z OVVS Ormož in za prispevek k negovanju zgodovinskega spomina na vojno za Slovenijo. Naj ne bo pozabljeno. Potem Hinko Šoštarič. Gospoda Hinka Šoštariča starejšega smo spoznali kot delavca blagovnice Tima, ki je znal prijazno ustreči Ormožanom pri nakupi in dostavi kupljenega blaga. Ormožanom je še posebej ostal v spominu, ko je leta 1991 izrazil odločno nasprotovanje agresiji JLA na Ormož. Ko se je oklepna mehanizirana kolona JLA prebila v center Ormoža, je opazil, da je s tanka padla oficirska torbica in je glede na nevarnost skočil iz možnice in pod tankom pobral torbico, ki je vsebovala pomembne podatke o nalogah JLA ob agresiji na Slovenijo. Pri tem se je izjemno izpostavil, saj je vedel, da bi lahko vojake iz drugih tankov streljali. OZVS Ormož podeljuje Hinku Šoštariču veliko plaketo za njegovo hrabro dejanje in prispevek v obrambi Ormoža in Slovenije. Vukašin Nikolič. Vule, kot mu pravimo znanci, se je leta 1991 zavedno zapisal med tiste Ormožane, ki so se na bojnem polju izpostavili in prispevali k obrambi slovenske meje in Ormoža. Vule je s kamero zabeležil ravnanje JLA na Ormoškem mostu in ustvaril video dokument, s katerim vsak dan že 30 let v vsej Sloveniji dokazujemo, da je vojna bila. Pri snemanju se je izpostavil, saj je že takratna bojna tehnika omogočila samodejno reakcijo na optične naprave, s katerimi je možno meriti natanke. Po vojni je Vule ostal zapisan delo snemalca in je kot sodelavec KTV Ormož prispeval k temu, da je slika o delovanju OZVS Ormož dosegla slehernega Ormožana, pa tudi širše v slovenskem prostoru. OZVS Ormož podeljuje Vukašinu Nikoliču veliko plaketo za negovanje zgodovinskega spomina na vojno za Slovenijo. Naj ne bo pozabljeno. Potem so podelili še priznanja veteranom športnikom, ki so uspešni na različnih veteranskih športnih srečanjih. Podelili so kar 13 medalj, kar pomeni, da je mnogim članom tudi športna aktivnost blizu. Sicer pa so člani območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož lani izpeljali kar 67 zadanih delovnih nalog, je v poročilu povedal predsednik Miran Fišer. In to v organizacijskem smislu, tehničnem ali tekmovalnem. Se udeležili raznih veteranskih dogodkov in drugo. So pa po odstopu sekretarja Nenada Potočnjaka izvolili še novega sekretarja. To je postal Ivan Puklavec. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti nadaljuje s tradicionalnimi srečanji otroških pevskih zborov. Tako je območna izpostava Ormož v sodelovanju z osnovno šolo Sveti Tomaž minuli petek organizirala območno srečanje otroških pevskih zborov. Nastopilo je 13 otroških pevskih zborov, ki so navdušili. Srečanje otroških pevskih zborov v Cici do 2023 je potekalo v športni dvorani osnovne šole Sveti Tomaž. Najprej so se predstavili domačini, otroški pevski zbor Mali velikani, vrtca, ki deluje v okviru osnovne šole Sveti Tomaž. Vodi jih Leja Majcen. Sledil je nastop Kapljic, kot se imenuje otroški pevski zbor vrtca Ormož. Zbor deluje pod vodstvom zborovodkinje Jožice Hebar.
Otroški pevski zbor Čebelice iz osnovne šole Stanka Vraza Ormož vodi Aleksandra Kelemina Plemenič. Nastopili so tretji po vrsti. Potem je navdušil otroški pevski zbor osnovne šole Velika nedelja podružnice Podgorci. Vodi jih Teodora Ivanuša. Mlajši pevski zbor Tilen iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu vodi Leon Lah. Nastopili so peti po vrsti. Katarina, Barbara, kako si do me varvala, tralalala, tralala, tralalala, putka mi je ukradena, pod belim gradom sredena, tralalala, tralala, tralalala. Mali muzikanti se imenuje otroški pevski zbor osnovne šole Ormož, ki je nastopil pod vodstvom zborovodkinje Alenke Šalamon. Na ritmičnih tolkalih so zraven nastopili Neža, Teja, Svit in Tajda. Se ženit grem, se mi mudi, tja klinarjevi ščerkici. Cigu digu, migu, digu, migu, digu, rom, pom, pom. Saj je še meni ne dajo, ki imam rdečo kapico. Digu, digu, migu, digu, migu, digu, rom, pom, pom. Potem je nastopil otroški pevski zbor Smeško osnovne šole Miklavž pri Ormožu podružnica Kok. Zbor deluje pod vodstvom Leona Laha. Posijala je, godba zaigrala je. Rega, 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 rek, rega, rek, rega, rek, rega, 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 rek, rega, rek, rega, rek. Osmi po vrsti so spet nastopili domačini, in sicer otroški pevski zbor Sveti Tomaž, ki ga vodi zborovodkinja Aleksandra Kelemina Plemenič. Na violino je zaigrala Sara Viher. Nato je nastopil otroški pevski zbor osnovne šole Središče ob Dravi. Zbor vodi zborovodja Tomaž S. Ivan. Ujeti se naše hruškovije, njene veje, lepo je biti burja, veje se in smeje. Ujeti se naše hruškovije, njene veje, lepo je biti burja, veje se in smeje. Sledil je nastop otroškega pevskega zbora Tilen osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Zbor vodi Leon Lah. Moja muca, nagajivka, rada na klavir igra. Sploh se ne spozna na tipke, sem in tja po njih taca. Jaz pa kregam tole novo, naj se note nauči. Očka meni tudi pravi,
Otroški pevski zbor Papagaj prihaja iz osnovne šole Ormož. Deluje pod vodstvom Alenke Šalamon. Grejo ptice čez stezice, grejo zebre preko zebre, grejo mravlje varne dalje, grejo krti vzdolž po črti. Grejo koži pod mostovži, grejo sloni pod zasloni in gre pišče čez križišče, sem se giblje sem in tja, kot prometni red velja. Otroški pevski zbor osnovne šole Velika nedelja vodi Teodora Ivanuša. Nastopili so predzadnji. Šode prime malo duše, ko ne lezeš kari savo, ko povešaš svojo glavo, nisi za nobeno ravo, ko ti gre prav vse narobe, je najboljši dan na svet. Za konec, 13. po vrsti, pa se je predstavil še otroški pevski zbor Sonce iz osnovne šole Ivankovci, ki deluje pod vodstvom Leona Laha. Kdor se smeje, dvakrat šteje, smerom leje, vse težko. Hajli, hajlo, čez polje in goro, naš glas doni do vseh ljudi. Hajli, hajlo, hajli, hajli, hajlo, na svetu je lepo, zadeve si srce odpri. Hajli, hajlo. Zborom je prisluhnila strokovna spremljevalka z dolgoletnimi izkušnjami, profesorica glasbe, ki poučuje v glasbeni šoli v Velenju, Manja Gošnik-Volk, ki je takoj po nastopu vseh 13 zborov povedala. Vse je potekalo zelo hitro, tako da sem komaj sledila notam, zborom, zborovodkinjam in dvema zborovodjema, mislim, da. Pevce zbora in zborovodje poznam že od prej, izpred 4 let, iz tega predcovidnega časa in sem vesela, da sem jih videla, kako delajo in mislim, da se jim to obdobje ne pozna kaj dosti, da so spet v lepih sestavih in delajo tako kot pred tem neprijetnim obdobjem. No, zbori so, kot smo videli, številčni. Je to praksa tudi drugod po Sloveniji? Mislim, da kolikor sem hodila po revijah, zdaj nekega osipa se ne pozna, ker so to le šolski zbori in jih učitelji nagovorijo pri glasbenem pouku in tako in drugače in tako, da osnovnošolski zbori ostajajo. Drugače se mi zdi, da je pri odraslih zborih, ko je potem. Bi morda izpostavili kakšen zbor z današnjega srečanja? Mogoče ni prijetno ravno, da zdaj tukaj izpostavljam boljše, slabše. Pohvalno je gospoda Leona Laha, smo videli v 4 sestave dirigiral, tudi gospa Alenka Šalamon 2 in gospa Teodora Ivanuša je dirigirala z 2 zboroma. To ni lahko delo, ne? Mi poslušamo, smo lahko kritični ali ne kritični, sama pa vem, ko sem zbor vodila do lani in sem ga tudi pustila, kakšno olajšanje je to, kakšno naporno delo je. Spraviti pevce na en in isti imenovalec, da ustrežejo našim zahtevam, pa hkrati uživajo na odru. Zbori so seveda otroški, kaj bi rekli, kako bi ocenili same izvedbe, recimo tehnično, no recimo. Mogoče edino, kar sem pogrešala, malo več poguma v izboru programov, da bi lahko bili pogumnejši, se pravi interpretativno zahtevnejši, ne? Da nosijo malo več kontrastov v sami skladbi, ki jih morajo potem na odru izpeljati, da niso samo te enostavne pesemske oblike, ampak da je tudi kaj zahtevnejšega. Tudi dvoglasje, nekaj zborov se je odločilo za dvoglasje, ne? Ni zdaj zapisano, ampak nekako moramo iz teh otroških zborov, to so
5. razredi osnovnih šol že v njih, ne, morajo potem preiti v 6. na več glasje, ne, in se morajo nekako srečati tudi že z dvoglasjem, po mojem, no. Seveda, če to zbor ta hip dovoljuje, no, boljše pa je seveda izvajati tisto, kar zbor zmore ta hip, ne, kot pa pretežji program vzeti. Ampak samo kot na svet. Na koncu prireditve vsak zbor strani Javnega sklada za kulturne dejavnosti prejme priznanje za sodelovanje, ki ga prevzamejo zborovodje. Priznanje je podelila vodja območne izpostave Javnega sklada Ormož, Barbara Podgorelec. Za konec pa se le še spomnimo 750-letnice prve pisne omembe mesta Ormož, ki jo praznujemo letos. V avli občinske zgradbe je še vedno na ogled razstava z domozanskim gradivom, ki jo je pripravila knjižnica Franca Ksavra Meška v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož. Razstava Ormož v domoznanski literaturi je posvečena letošnji 750-letnici prve omembe Ormoža in 130-letnici Pokrajinskega muzeja Ptuj. Razstavo sta predstavili avtorici. Zavedamo se, da je bila pot naših prednikov pogosto prehojena pod mnogimi tujimi gospodarji. Zato jo danes toliko bolj spoštujemo in plemenitimo s srčnimi in kulturnimi vrednotami, ki so skupek dosežkov naše družbe, našega delovanja in ustvarjanja. Pričujoča razstava je plod sodelovanja muzeja s knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož in predstavlja izbor strokovne in leposlovne literature z domoznansko tematiko, nanašajoč se predvsem na mesto Ormož. Razstavo smo obogatili z izborom redkih tematskih razglednic in drugega gradiva zasebnih zbirateljev in muzeja, ter tudi predstavili najstarejšo ohranjeno srednjeveško listino za mesto Ormož iz 1273. leta, ki se v originalu nahaja v arhivu Križniškega reda na Dunaju in priča o prvem imenu Ormoža. To je bilo Holermus. Vsebina predstavljenih strokovnih knjig se nanaša na življenje ljudi in zgodovino mesta Ormož skozi različna obdobja. Avtorji podrobneje seznanijo o meščanih in njihovih navadah, predstavljajo stara in nova dognanja o zgodovini mesta, obravnavajo zgodovinsko in umetnostno zgodovinsko pomembne zgradbe, predstavljajo družine in posameznike, ki so pomembno sooblikovali ormoško preteklost. Nekateri avtorji so v Ormožu rojeni, drugi so tukaj živeli oziroma živijo, spet tretji so tukaj ustvarjali oziroma ustvarjajo in svojo pisano besedo prenašajo v druge slovenske kraje in čez mejo. Vsi ustvarjalci, nekdanji, sedanji in bodoči, zapisujejo, negujejo in ohranjajo našo bogato dediščino ter svojim delom tudi skrbijo, da ostane oziroma postane bralna kultura del našega modernega, a digitalnega vsakdana. Naš stvarni ali nestvarni svet, naprimer sodobnost ali zgodovina, življenje ljudi, spomini, sanje, postane s tem, ko ga literarni ustvarjalec uzre na poseben, enkraten način in ga oblikuje v književno besedilo, literarna snov in je osnova literarnega dela. Podobe in opisi krajev, ljudi in dogodkov tega našega prleškega okolja so predstavljale snov mnogim našim literarnim ustvarjalcem. Za priložnost te razstave smo pregledali veliko domoznanskega gradiva. Najbrž nam je kaj tudi se izmuznilo in ugotovili smo, da se v leposlovju do 20. stoletja pojavljajo predvsem opisi prleške pokrajine, predvsem ljutomersko-ormoških goric in prleškega človeka. Izrecne omembe mesta Ormož pa najdemo le mestoma v pisanju Franca Ksavra Meška, Ruda Jurčeca in Erne Meško. Motivi mesta Ormož pa se v domoznanski literaturi pogosteje začnejo pojavljati v sodobni književnosti, ki nastaja tukaj v našem prleškem okolju ali se nanj nanaša. Pred kratkim smo tudi na Partljičem literarnem večeru ugotovili, da je opisal mesto Ormož v svojih zgodbah.
Sodobni, še živeči avtori, kot naprimer Božidar Radoš, Tonček Rizman, Jovan Popov, Franc Mikša, Ksenija Trs, Matej Mertek, v svojih literarnih delih zapisujejo spomine na otroštvo in življenje v Ormožu, spominjajo se ljudi, dogodkov in pestre zgodovinske ter kulturne dediščine mesta. Najpogostejši ormoški motivi v njihovih delih so geografski, torej opisujejo umeščenost mesta v pokrajino, reko Dravo, krajinski oziroma arhitekturni motivi pišejo o stavbah, ulicah, trgih, mestni grabi, parku, gradu in zgodovinski opisujejo frančiškanski samostan, grofovsko družino. Mesto v času druge svetovne vojne je prav tako večkrat upodobljeno, Majeričevo kopališče in potem etnološki in antropološki motivi, s katerimi obeležijo, zapišejo pomembne osebnosti, zdravnike, učitelje, starše, obrtnike in druga društva. Skupna značilnost vseh opisov je, da so podobe mesta prežete z neko sentimentalnostjo, s čustveno povezanostjo avtorja s krajem in tukaj živečimi ljudmi. Opisi pa se po večini berejo kot nostalgične podobe preteklosti. V razstavnih vitrinah si boste lahko ogledali in prebrali ožji izbor citatov, ki smo jih pripravili. Na tem mestu pa bi za kulturni vložek današnje otvoritve prisluhnili citatu emigrantskega pisatelja Rude Jurčeca, ki je napisal več novel ter politično-ljubezenski roman, med najbolj odmevnimi deli pa njegova spominska proza Skozi luči in sence, kjer na samem začetku romana, ko se spominja svojega otroštva v Ormožu, zapiše takole. Moj rojstni kraj Ormož je kakor zrklo večnosti. Na hribu ob Dravi je star grad. Nekateri njegovi deli so bili zidani še v srednjem veku. Na nasprotni strani je hrib, v globini med hriboma je pa cesta, ki je vedno v senci. Grajski hrib je bil za nas, navadne zemljane, kakor začaran. Hodili smo na hrib nasproti gradu, posedali po klopeh majhnega parka in se zazirali v njegove utrdbe v pritličju, zrli v ozka okna na ječah in na visoki stolp z uro, ki je vedno kazala isti čas. Spodaj pod nami je šumela Drava in kdor je imel priložnost, da je pogled nanjo ujel ob sončnem zahodu, je daroval srečnim očem tisto, česar zvok besede in melodija misli ne bi mogla povedati. Grajski hrib je stal in še stoji trdno, mi na nasprotnem hribu smo živeli šele v perspektivah. Mestece je šumelo za prvimi ploti in zidovi, iz usnjarne sredi mesta bo proti večeru zadonela rezka sirena. Po svetli železnici pod hribom so prihajali in odhajali vlaki 4-krat na dan. Če bi močneje prisluhnili, bi slišali lene sprevodnike, kako so na postaji zateglo klicali Fridau, Fridau, kajti slovenskega imena Ormož ni bilo na postajni tabli in ga nikdo ni smel glasno izgovoriti. Hrib, kjer sem lovil prve slike sveta, je bil nekoč posvečeni del samostanskega zemljišča. V ozadju so se dvigale visoke zidine frančiškanskega samostana, ki ga je reforma jožefinske dobe podrla. Stari zidovi so se ohranjali samo še med votlinami in loki, ki so nam kazali opeke pod rušo zelene trave in dolgo nismo vedeli, odkot ti rdeči sledovi celic in dvoran. Počasi so nam dopovedovali, da je sredi vrta na hribu stala lepa gotska cerkev. Okoli cerkve je bil velik trg, ki so ga obdajala posebna poslopja samostanskega predstojništva. Kjer smo našli največ obokov, je bila knjižnica. Bila je gotovo zelo bogata in po stenah so se spenjale dragocene freske. Frančiškanska cerkev je bila nekoč nekaj časa nemška, ko so jo za časa reformacije prevzeli protestanti s pastorji, ki so prišli z nemškega. Toda pozneje se je marsikaj spremenilo. Prišel je nenaden vihar, samostan in cerkev so morali v nekaj tednih podreti, knjige in premično imovino frančiškanov so odnesli na velike splave in vse odpeljali v Varaždin, kamor Jožefove reforme niso segle. Nam, otrokom, je ostal od samostana samo velik vrt, spremenjen v bogat sadovnjak in veliko dvorišče, ki so ga obdajali ostanki samostanskih zgradb. Sredi dvorišča je bila ogromna platana, središče naših iger. Spoštovani, naj prebrani odlomek velja kot navdih in povabilo
k branju in odkrivanju lepot raznolike literature, tako domače, domoznanske ali tuje. Razstavo je s priložnostnim nagovorom odprl župan Danijel Vrbnjak. Zahvalil se je vsem, ki negujejo večstoletno zgodovino Ormoža, njegovo bogato kulturo in snovno dediščino, ter vsem, ki delujejo zazrti v prihodnost. Razstava bo na ogled do 20. novembra. Toliko za danes. Ker se naglo približuje odprtje obrata Kartago v Ormožu, bomo v naslednji oddaji govorili z direktorico Sandro Županec. Slišali, kakšne pomisleke so občinski svetniki izpostavili pod točko pobude in vprašanja na minuli seji, ustavili se bomo na plesnih migarijah in drugo. Tako da se nam le pridružite tudi prihodnji teden. Sicer pa vam želimo prijetno pričakovanje velikonočnih praznikov. Srečno!